Zdravo, evo, danes vam kar javljam iz kavča, ki bo v pisarni malo hladno, ne, začela se je jesen, tako da to ni čas, kjer uživam, ampak tudi vsak poletni, v bistvu letni čas ima neki svoj čar. Danes se vam javljam, da vam povem v bistvu nekaj nasvetov, kako na Facebooku povečati organski doseg. Se pravi, vemo, da brez res plačljivega oglaševanja težko res konkretno dosežete konkretno prodajo preko Facebooka, na primer, ampak se pa tudi da, seveda, ampak tudi seveda poleg plačljivega oglaševanja je definitivno morate objavljati tudi redne objave, se pravi negovati odnose z vašimi sledilci, dajati uporabno vsebino, ki jo pa seveda pol lahko nadgradite se pravi z plačljivo objavo, ampak tudi so neke taktike oziroma nasveti oziroma triki, kako lahko na brezplačen način povečate pač tudi organski doseg objav, se pravi, da ne rabite plačati. Definitivno prihodnost je v video marketingu, tako da kot vidite, tudi jaz bom vedno več tudi snemala video vsebin, tudi po pravici povedano, jaz ne rada pišem preveč, tako da zdaj sem se že odomačila z videi, tako da vam bom vedno raje posnela in tudi lažje kakšne stvari povem, tako da video je definitivno prihodnost vsebinskega marketinga, se pravi, tudi vse platforme, spletne platforme dajo prednost videu, se pravi, z video vsebinami lahko dosežete brezplačno največ seveda ljudi. Ampak seveda mora biti uporabna vsebina, ki zanima vašo ciljno stranko, ki zanima vaše sledilce, odvisno od kako ciljno skupino imate. Tako da definitivno tudi v lanskem letu so najbolj bili deljene objave in tudi največje dosege so dosegle ravno video vsebine. Verjetno poznate Jay Shettyja, veliki motivator poslovnikov, ne vem, motivator, karkoli bi že rekli, verjetno ga vsi poznate, je bil tudi v Sloveniji. In on je pač njegovi videi so dosegli največji doseg ljudi, tako da definitivno prihodnost je video vsebinami, se pravi, tudi sama zdaj vidite, nimam profesionalne opreme, res sem si nabavila malo boljši telefon, tudi imam luči tukaj zadaj, da pač malo lepše izgledam, luči so zelo pomembne, važen je predvsem zvok, tudi bom že v naslednji fazi verjetno bom tudi si kaki mikrofonček omislila, ampak ker sem zdaj v zaprtem prostoru, nimam mikrofončka, mislim, da me čisto v redu slišite, se pravi, v glavnem, da v redu slišite, se pravi, da bo vaši gledalci v redu slišali, tako da vsak lahko posname video. Je pa tukaj trening, se pravi, da boste se samozavestno počutili. V bistvu, meni je tudi na začetku bilo prav smešno se pogovarjati s telefonom, ampak čez čas pač enostavno sem mislila in vedno pred sabo se mi zdi, kot da imam vas, se pravi, se pogovarjam z vami, predavam in seveda prakso, tako je vse posod, pol vedno gre. Tako da definitivno izkoristite in snemajte videe. Se pravi, to je en način, z videami lahko dosežete ogromno ljudi tudi brezplačno, ker Facebook preferira, daje prednost video. Istočasno, če ste pa ste že dovolj suvereni, se tudi javljajte v živo, ker tam lahko tudi se pogovarjate z sledilci in seveda, ker je bolj interaktivno, se veliko komentira, všečka, sprašuje, se pravi, skozi komentarje komunicirate z vašimi sledilci in tako tudi večate doseg same objave. Se pravi, brez videa v prihodnosti boste težko dosegli kakšne rezultate. Definitivno tudi sama v ospredje davam kvalitetno vsebino. Danes več mogoče ni, včasih smo, da smo čim več dosegli, ne vem, objavljali 2-krat, 3-krat na dan. Danes je dovolj enkrat, pa če tista vsebina v redu, ali pa tudi, ne vem, 4-krat na teden in raje tisto vsebino, potem res se potrudite z še drugimi taktikami, danes pač ne bom mogla vam vse povedati, ampak se pravi, ko objava nekaj vidite, da je odzivna, jo tudi lahko potem promovirate skozi, pač še daste na vašo e-mail, da pogledate objavo, objavite v različnih zaprtih skupinah, na primer, objavite tudi mogoče kakih družbenih omrežij, čeprav dobro, Instagram je pod isto streho, rečemo tako, da lahko še na Instagramu objavite, lahko bi tudi na LinkedInu načeloma, ampak pač vemo, jaz raje vsako objavo za platforme, kjer pač nimajo nič skupnega,
objavo posebej objavljam, ampak če zdaj želite, da tudi moče na LinkedInu vas začnejo spremljati na Facebooku, pač tam date pač link do vašega Facebooka, ampak pač bo manjši doseg seveda, ker vse povezave, ki vodijo izven družbenih omrežij, pač imajo manjše dosege. Se pravi, kvalitetna vsebina, ki jo potem razpršite še na druge kanale, definitivno, če pa to video vsebina, pa jo isto vključite, mogoče tudi daste namesto bloga v sam vaš blog zapis, date video, daste potem v e-mail novičke, lahko daste potem še na YouTube naložite in vse platforme, kjer pač omogočajo, da se lahko naloži video. In na tak način boste tudi dosegli, da bo Facebook sama objava tudi dosegla tudi brezplačno čim več dosega, se pravi, da bojo videlo čim več ljudi. Potem imam malo zapiske, da ne bom kaj pozabila. Potem ne objavlja, to še marsikdo ne ve, čeprav meni se že zdi samoumevno, kot sem že rekla, platforme posamezne nimajo rade, da grejo uporabniki, na primer Facebooka ven. In kot vemo, Facebook in YouTube sta konkurenca, zato ne šerati videe iz YouTuba na Facebook, ker imajo zelo mali doseg. Zdaj načeloma vemo, od YouTuba si lahko zaslužite, mogoče samo najavite na Facebooku za kakšno slikico, novi video na YouTube in zdaj tisti, ki vas tako spremljajo, ki so naročniki, bojo šli tudi tja pogledati, ampak se pravi, če daste video direktno, tako smo včasih davali, ker pač ni bilo mogoče še naložiti video na sam Facebook, smo pač šerali iz YouTuba. Danes to ne priporočam, ker res sploh skoraj ni dosega, skoraj nič, razen če res imate dosti veliko število ljudi, sledilcev, je kakšna vidljivost, ampak boste več naredili, da najavite, da bo, ali pa ne vem, že zjutraj, da bo novi video zvečer, ko je spet, da si ne grejo pogledati in naročniki bojo šli tudi tja pogledati si dejansko video na YouTube. Se pravi, to sploh velja za tiste, ki pač tudi želite zaslužiti od YouTuba. Načeloma pa video je fajn nalagati na vsako platformo posebej, ker tako boste pa dosegli najboljše rezultate. Potem izogibajte se, to predvsem vemo pri nagradnih igrah. Zdaj, jaz nisem prestaš nagradnih iger, ker pač s tem ne dobimo ravno kvalitetnih sledilcev, ampak včasih sploh, ko ste na začetku, danes je pa težko dobivati sledilce, pa pozornost je pač eden izmed načinov. Zdaj, za vsako branžo jaz ravno nasvetujem, ampak na primer sploh zdaj v branžah, ne vem, oblačila, če prodajate kozmetiko, to v bistvu uporabljamo vsi ljudje, skoraj imate večji krog potencialnih strank, ampak načeloma vemo, sodelujejo potem v nagradnih igrah vsi, tudi če potem sploh izdelkov ne uporabljajo. Dostikrat se je že meni zgodilo, ne vem, da smo podelili nagrado in pol se stranka sploh ni je uporabila, zato ker pač nima tiste stvari ali je ne uporablja. Tako da pri nagradnih igrah bodite pač, so odličen način, ampak koliko bo dejansko kvaliteta, vam ne garantiram, da bo kaj uspešno, ampak je za prepoznavnost pa ena izmed taktik brezplačnih, ki pač vam lahko poveča doseg objave. Ampak danes vemo, ker morate se paziti določenih besed, ki jih uporabljate v nagradnih igrah, to že sicer nekaj časa velja, ampak to je zdaj kar strogo. Od začetka leta je v bistvu engagement bite, če ste že slišali, se pravi, takoj, ko označite vi vemo, pri nagradnih igrah všečkajte, delite, označite osebo, vam doseg pač pade. Zato, ker sam algoritem prepozna te besede in ne boste dosegli takšno število teh objav. Mislim, dosegli dovolj število ljudi. Zato, če že se poslužujete nagradnih iger, najdite druge izraze. Malo, ne vem, ne všečkaj, ampak pofočkaj, ali pa, ne vem, komentiraj, bomo veseli, če boste kaj napisali v komentar. Se pravi, malo se igrajte z besedami, ampak ne uporabljajte teh najpogostejših besed, ker žal bo vam zmanjšal doseg in ker vas na tak način algoritem Facebooka kaznuje. Tako da, ja, nagradne igre, odvisno zdaj, kakšen je vaš cilj, ampak se pa, če želite res uspešno nagradno igro, se izogibajte teh besed všečkaj, deli, označi. In na konec, bodite to, kar ste. Ne kopirati drugih, najdite neko svojo pot, dajte biti izvirni, kreativni
in na koncu bodite vi, ker taki kot ste najboljši. Tako da evo, to je danes z moje strani nekaj na svetu za organski doseg, da dosežete čim več sledilcev. Več pa seveda 23.11., ne, to je bila samo pikica, ogromno teh taktik, ki jih vam bomo zaupala. 23.11. predelali bomo res samo taktike, nasvete za Instagram in Facebook, prvič delavnica skupaj, ker ste te platformi zelo dopolnjujeta, ogromno enih novosti in ste zelo fajn, tako da res bomo kar delali, bo kar teoretično, bomo pogledali orodja še brezplačna, ki jih lahko uporabljate, konkretno kaj je novega, tako kot sem vam zdaj povedala, konkretne nasvete, objave, katere, jaz vam bom, ker delam tu za druga podjetja, se pravi, imam ogromno primerov dobrih objav, pa slabih objav, tako da 23.11. vabljeni do konca tedna, zelo še po promocijski ceni, tako da upam, da se vidimo. Čau!